Ja, dame in gospodje, zdaj pa je napočil poseben trenutek, ne? V veliko čast mi bo zdaj tole, ne? V veliko čast, kajti z mano po Skypu bo pa zdaj se oglasil človek, ki ga jaz neizmerno spoštujem, ne? Človek, s katerim sem jaz nekako že od vsega začetka zraven te njegove kariere, ga spremljam, podpiram, supportam, torej ga imam rad že od dneva ena, ko še mnogi za njega niso vedeli, sem jaz rekel, z tega fanta še nekaj bo. Ta fant bo postal slovenski princ, če se mu bo to zahotlo, ne? Dame in gospodje, z nami je zelo čeden možak, ne? Zelo čeden mladenič, ki sliši na ime Solgreg Artist. Solgreg, a se midva slišiva in vidiva? Isto, pozdravljeni, slišiva se in vidiva. In najlepša hvala za pokrasno napoved, hvala lepa. In res je, moram reči, isto, od prvega dne dalje si moj supporter in vsako stvar, ko sem naredil, si jo supportiral, si mi ves čas podporo in to zelo cenim in se ti zahvaljujem isto. Hvala lepa ti, kaj pa imaš ti to zraven sebe, eno čudovito dekle, ne? Kaj pa jaz to vidim tu zdaj, ne? To vidiš, to je eno najčednejših deklet na tem svetu, ampak žal pripada meni, tako isto, kaj Čakaj ti malo. To je moja krasna žena Nina, ki me spremlja vse posod, se veš, na vsakem mojem koraku. Hej, Nina. Še poje z mano, pleše z mano, vse počneva skupaj. Ker gledaj, zanimivo pri Nini je to, najprej, ko sta bila skupaj, se mi zdi, da ni pela, ne, si pel ti. Potem pa v bistvu ugotovila, da ima ona tudi čudovit glas in da lahko komod s tabo stopi na oder in dejansko poje čist proper in prav fajn, ne? Le isto, to je bilo neverjetno, mislim, nihče od nas ni vedel, da Nina poje, ne. Tudi sama pravzaprav ni vedela, da poje, da si predstavljaš. Njena kopalnica je vedela, da poje, ne, ja. Ja, in moja mama Ksenija je rekla, tale punca naj proba zapeti eno pesmo, ne. In v prvem isto, ko je zapela to pesmo v studiu, jo je od prvega do zadnjega zapela v nulo točno in vsi smo imeli odprta usta. Tako lep glas in od takrat naprej pojeva skupaj, neverjetno in jaz si pravim, Nina, ti si rojena pevka. In non-stop privilegij, da sem v tako krasnem bendu, Big Lights bandom skupaj s Solgregom Artistom. Tako. No, ni to tako. Podpiram in podpišem, ker sem tudi sam poslišal in vem, da imaš prav. Solgreg, daj ti meni povej, zdaj ko smo v karanteni, ko sta v bistvu zaprta noter, ne, se kaj kregata, mislim, se gre takaj na živce malo, razumeš, jo imaš malo, ti je že malo zlezla gor, ker jo vidiš vsak dan 24 ur na dan, a sta tako zaljubljena, da bi to karanteno imela še naslednjih 10 let. Veš kaj, isto krat bi ti rekel, da se kregamo, sam če ne moram, ker se ne. Glej, čakaj malo. Častna beseda, moram reči, da z Nino imamo res en lep odnos, je pa res, da ogromno energije vlagamo v ta odnos. Se pravi, delamo na sebi, vsak pri sebi delava stvari, absolutno, da so situacije v življenju, to je normalno, ampak sva tam s pomočjo tega, da se izobražujemo na smeri odnosov, na delavnicah, na izobraževalnem centru Eksenija se izobražujemo v temu, smo vedno voljna pogledati sebe. Tako da pride do neke situacije, do nekega problema, rešima, da tako preprosto, zelo preprosto, bi rešila stvari odrasla človeka. In vsak sebe ima videti. Nina, tebe še na hitro vprašam, ker te že imam tu. Kaj ti gre pa pri Solgregu, tvojemu Gregatu, kaj ti gre pa na živce, no? Če bi mogla najti eno stvar, ki ti pa gre vse malo na živce, kaj bi bilo, pa bod iskrena zdaj? Joj, kaj bi me šlo na živce? Na živce bi mi šlo to, da, ja, ne vem, kaj bi mi šlo na živce, ne vem, ne najdem nič, kaj bi mi šlo na živce, ker nič na živce. Res, jaz sem tako hvaležna, res za najn odnos, tako da bi ga rekel. Kaj pa ti z usti? Ne, Zušti? no to, ta karantena, no, naj povem, no še to, pač, midva sva tudi z Viljem Julijanom živela, ne, v takem obdobju in nama je to poznano in ta čas, ko sva skupaj, sva hvaležna za njega, zavedava pa se, da je za marsikoga to tako obdobje lahko zelo zahtevno, no.
Draga moja Nina in Sol Greg, če ne bomo nehali govoriti, bomo mogli skrajšati video spot, ker smo prišli čisto do konca naše oddaje. Sol Greg, ti mi še samo 20 sekund ti dam, povej mi o tem komadu, Bog, povej, zakaj si ga ponovno priredil in pripravil v neki malo drugačni verziji in zakaj je po tvoje spet aktualen, potem ga pa hitro zavrtimo, ajde. Ok, Iztok, torej, spot o Bog povej sem napisal že pri svojih 13 letih. Gre za resnično sporočilo o stanju tega sveta danes. In ta skladba je nekako živela z mano od tistih let takrat dalje. Nikoli je nisem nehal nekako izvajati, vedno je priculjala zaradi svojega besedila in pa zaradi glasbene vsebine na površje. In to se je zgodilo že leta 2013, ko smo izdali prvi spot. Sedaj pa je spet se je zgodilo to, da smo posneli to skladbo v živo letos na koncertu Še živim v Španskih Borcih. In je bila pripravljena, da jo izdamo še v live verziji, ker sem si to že dolgo časa želel, ker imam tak poseben naboj. In zdaj bomo slišali skladbo, ki nosi naslov O Bog povej v živo iz Španskih Borcev. Torej, hvala vama, Sol Greg in Nina, uživajte, imejte se rada še naprej, ostanite najlepših slovenskih parov ever. Mi pa, dame in gospodje, poslušajmo torej O Bog povej, ki ga jaz osebno posvečam pa onmu Andrečku tam gor, ki sliši na ime William Julian. Torej, William Julian, če nas gledaš, poslušaj tole pesmico, ko je poje tvoj ati, samo za tebe in za vse, ki zdaj rabijo dejansko objem, pomoč in tudi božjo pomoč je treba. Zdaj pa bejšta s kamere dol, ker sta prelepa in me jedra na živce. Bejšta dol, režija, lepo zdravo, vidimo se jutri 16:30, torej O Bog povej in Sol Greg, Artis in Big Lights Band. Alright! It is 100 seconds to midnight.